Lepo pozdravljeni. Kraj Postojna je že v preteklosti odigral pomembno vlogo v notranjsko-kraški regiji. Današnje dni pa občina Postojna in mesto Postojna vse bolj pridobivata na pomembnosti. Zakaj, boste izvedeli v današnji oddaji. Občina Postojna je stičišče več svetov, če gledamo z turističnega, ekonomskega, okoljskega vidika in seveda drugih. Ali lahko narediva en pregled tega področja? Ja, res je. Občina Postojna kot taka je bila tudi včasih regijski center te regije. To domeno je nekako se je izgubila, vendar počasi jaz mislim, da spet pridobiva na pomembnosti, in sicer sam turizem, ki je bil najpomembnejša gospodarska dejavnost v regiji, je v tistih letih po osamosvojitvi malo upadal. Sedaj zopet pridobiva na obisku in Postojna je normalno, pravzaprav zaradi Postojnske jame, ki je svetovna atrakcija, je center daleč naokrog, turistični center. Gospodarsko je v tem trenutku, tako kot povsod v Sloveniji, Evropi in širše, bi rekel, v upadu. Nažalost je temu tako. Tukaj smo imeli gigante, javor, liv, jama tudi kot taka. Med temi se jama edina vrača nazaj na staro pota slave. Javorja ni več, javor, ki je zaposleval okrog 1000 ljudi. Liv kot tak se je razdrobil. Vesel sem, da podjetja, ki so znotraj Liva, dobro poslujejo, vendar v veliko manjšem obsegu, kot so to nekoč. Podružnice, ki so jih imeli v drugih občinah okrog Postojne, so tudi neslavno zaprle svoja vrata. Tako da nas z ostalimi občinami v tem trenutku najbolj povezuje dejstvo, da skupaj smo močnejši in predvsem na turističnem nivoju lahko največ skupaj naredimo. Kar je pa ostalih, kot sem že prej omenil, gospodarskih panog, so pa razdrobljene, bolj nekako več ali manj vsak zase. Imamo nekaj podjetij, ki so izvozno usmerjena, dobro poslujejo, ampak nažalost so majhna podjetja. Ravno danes sem dobil zadnji podatek o nezaposlenosti. Občina Postojna je pod samim vrhom v Sloveniji. Nažalost so občine, ki so morda v slabšem stanju, ampak mi moramo gledati tiste, ki so boljši, in seveda na nas je, da tudi to popravimo v bodoče. In občina kot taka sicer delovnih mest ne more zagotavljati, mora pa zagotavljati ugodno klimo za ustvarjanje novih delovnih mest. Povezuje vse te občine tega primorsko-notranjskega področja, kamor spada tudi Postojna, seveda zeleni kras, to je blagovna znamka vaša, lahko tako rečemo? Ja, res je, zeleni kras je res blagovna znamka, vendar morda premalo poznana ven iz regije, širše. In to je eden od ciljev, ki ga moramo uresničiti, namreč da bi bili izdelki pod blagovno znamko zeleni kras poznani najprej v Sloveniji, pa morda še širše. In zeleni kras nekako kar kliče, da poveževa s trajnostnim razvojem v občini? Absolutno. Ena od prvih nalog je vizija in strategija občine Postojna. V tem trenutku smo v izdelavi te strategije, katera nas bo vodila naslednjih 15-20 let. Ne glede na to, kdo bo vodil občino, ampak smernice bodo zastavljene. Sama strategija pa išče tiste poti, ki so najugodnejše za to okolje. Ali je to turizem, ali je to hrana, ali je to gospodarstvo, skratka, oziroma katere veje gospodarstva in tako naprej. Na podlagi anket med občani, na podlagi anket med gospodarstveniki, kulturniki, skratka nevladnimi organizacijami, bomo pridobili ene smernice, v katero pot naj gre v bodoče občina. Ali mesto Postojna ponovno postaja upravni center, ker ima pač naravno danost za tako središče?
Ja, nekako je res. Glede na dejstvo same lokacije občine Postojna, ki je vpeta med Koprom, Gorico, Ljubljano in pa Reko. In glede na to, da je denarja v malhi vedno manj in se ukinjajo razne enote, upravne enote, uprave, se prepušča oziroma Postojni ostajajo in sicer, da bo zdravstveni dom, nujni urgentni center, ki bo pokrival kar nekaj občin okrog naše občine. Dobili smo pred nekaj dnevi tudi pisarno Olimpijskega komiteja v Postojni, ki bo tudi pokrivala celo regijo na športnem področju. Skratka, ja, z tega vidika res nekako postaja ponovno center. Tudi v šolstvu, v srednjem šolstvu, bom rekel tako, da imamo tukaj kar nekaj srednjih šol, v katere obiskujejo učenci iz bližnje in pa celo daljne okolice. Ja, z tega vidika postajamo zopet ponovno center, vendar, kot sem prej že omenil, veliko premalo še bomo delali na tem, da bomo dejansko se postavili na svoje noge in pokazali, da znamo biti in da smo dovolj zreli za pravi center. Kakšna je razvojna strategija samega mesta Postojna? No, mesto se kot turistična destinacija začelo uveljavljati šele v zadnjem času, ko smo začeli oblikovati oziroma se je začelo oblikovati različne turistične produkte. Kot osrednjo turistično točko zdaj izpostavljamo Notranjski muzej Postojna, ki je oblikoval stalno razstavo Muzej krasa. Gre za ogromno pomembno reč, nekje tudi na svetovnem nivoju so prikazani vsi kraški pojavi, pomen človeka na Krasu in tudi vse dejavnosti, ki jih človek izvaja na Krasu. Okrog tega gradimo zadevo zdajle v smislu iskanja dodatnih turističnih ponudb in produktov. Zdajle že potekajo razni mestni sprehodi vodeni, v katero smo seveda vpletli tako gostinsko ponudbo kot tudi vsebinske ponudbe Muzeja krasa. Pripravljenih je pa še ogromno stvari, ki jih bomo verjetno pokazali v zelo kratkem. No, sredi Postojne kot mesta, eno redkih mest, ki ima v centru, v samem strogem centru hribček, kraljuje prvo naselje okrog tega hribčka pod nekdanjim gradom, zdaj so na njemu samo še ruševine, tako imenovan Majlont. To je krasno, ozko, srednjeveško okolje, v katerem tudi spodbujamo nastajanje lokalne ponudbe in ponuja ogromno zgodb vsem obiskovalcem. In to je tisti osrednji del sprehoda skozi mesto kot turističnega produkta, ki se zaključi potem v Notranjskem muzeju Postojna oziroma na razstavi Muzej krasa. Postojna je status mesta dobila dokaj pozno, 1909, no skozi stoletja se je razvijala, tako da imamo danes starejši in novejši del mesta. Nad najstarejšim se razprostira znameniti hrib Sovič. Lahko poveste, kaj o njem, povezan je z raznimi legendami, graščina je bila na njem in potem v mestu? Ja, gre za zgodovinski hrib, tako imenovan Sovič, ki ga res povezuje kar nekaj dogodkov od tega gradu do, Prve svetovne vojne, do sprehoda generala Borojeviča čez njega in potem skozi vsa ta leta, vse tja do danes. Sam se razprostira tudi proti Postojnski jami, ne nazadnje, to je bila tudi pot, ki je bila povezava nekako s tem starim delom Majlontom in Postojnsko jamo. In do tega trenutka lanskega žleda, ko se je pač nekje v vsej svoji veličini odprl Postojnčanom in Kolišanom. Tako da, ja, zanimiv hrib, ki je morda bil nekoliko nazaj par let, mogoče neopazen toliko, vse tja do danes, ko je postal kar atraktiven, aktualen, kaj se da z njim početi, ga oživeti, na kakšen način, tako da ja, smo kar vpeti v to zgodbo s tem Sovičem in kar nekaj projektov in idej na to temo.
No, zelo aktivni ste sami tudi v športu. Šport je panoga, ki združuje vse generacije, najmlajše, tiste mlade, starejše, domačine in tudi turiste morda, ki pridejo sem. Povejte, kako deluje Postojna v športu? Ja, Postojna, hvala za vprašanje, no, to je kar ena taka tema, ki me kar veseli odgovarjati na njo. Od nekdaj je bilo Postojna mesto športa, tukaj je bilo ogromno generacij, od olimpijskih tekmovalcev do takšnih in drugačnih svetovnih rekorderjev. V Postojni je mesto športa zagotovo, poleg kulture. Tukaj, bom rekel, se nahaja kar nekaj legend teh panog. Tako da ja, od košarke, od nogometa do lokostrelstva, do balinanja, keglanja, strelstva tudi ne nazadnje. Tako da Postojna je športno mesto zagotovo, vprašanje pa je, na kakšen način si kdo to zamišlja, kakšne so alternative, kakšne so mogočnosti in možnosti in zmožnosti vpeti to zgodbo Postojni zopet nazaj, kot kjer je nekoč bila, vključno, če lahko rečeva, s Sovičem, kajti Sovič v svoji preteklosti tudi nam, ko smo nekoč bili osnovnošolci, dajo neke zgodbe ali prigode o zdravem duhu, o zdravem telesu. Mi smo se gor sprehajali kot osnovnošolci, to je bila učna ura, navadili smo se živeti z naravo, sobivanja s tem, tudi preko Soviča, tako da ja, Postojna bi lahko zaživela seveda z ljudmi, mogoče s tem, ko smo sedaj nekoliko mlajši na občini, da bomo to zgodbo peljali naprej, ker resnično se mi zdi škoda, da imamo okoli sebe v tem kraju ljudi, ki bi dali nekaj, pa se mi zdi škoda, da jih ne izrabimo na ta način. Koliko vlagate v mlade, na kakšen način jih motivirate, da dosegajo dobre rezultate, nedvomno? Verjetno gre tukaj predvsem za same društva, same klube, koliko so pač učitelji k temu nagnjeni. Jaz mislim, da v Postojni tukaj lahko širimo pozitivo, kar se tega tiče, tako na atletskem področju, hribovskem, torej gimnastiki, kolesarstvo ne nazadnje, postaja vse bolj tudi kolesarsko mesto, tako da ja, tukaj se z mladimi dela pozitivno, energija je in energija bo tudi v prihodnje, zagotovo. Ali lahko izpostaviva za konec še kakšne posebne, najvišje rezultate, ki ste jih dosegli? V času, kar sem sam tukaj, kar je ta ekipa na občini, je bilo kar nekaj rezultatov. Odpiramo pisarno Olimpijskega komiteja, oziroma smo jo že odprli, to se mi zdi zelo pomembno, da ni vse se ne bazira vse v Ljubljani, ampak imamo tudi v Postojni. Tukaj gre zahvala tudi Športni zvezi Postojna in njenemu predsedniku. Imeli smo 9. mednarodno ultrakolesarsko preizkušnjo najvišjega ranga v Evropi, kar se mi zdi izredno pomembno. Ogromno je šolskih in obšolskih tekmovanj, tako v atletiki kot v šahu. Imeli smo tudi šahovsko prvenstvo, ne nazadnje 2 meseca nazaj, če se ne motim. Strelstvo je tudi na pohodu, naslednji teden konkretno imamo sestanek tudi na tem nivoju, tako da mislim, da če bi naštevala šport, ni samo ena panoga tukaj v Postojni, ampak je njih več. Tako da z mladimi se dela in mislim, da se dela načrtno in to je edini pogoj, da lahko upamo tudi na svetlejšo prihodnost in če treba skozi Postojno, bomo pač s Postojno naredili in pridobili še kakšne okolje, ki bi nas morda posnel. Vedno govorimo, na mladih svet stoji, kaj pa za starejše, kako je za tisto generacijo od 50 naprej, za 50 plus poskrbljeno, sigurno so še aktivni. Zopet se lahko vrnemo na Sovič, Sovič je zdaj odprt. Ko se sprehajamo ob Soviču, na Soviču, vedno več starejših, te izkušene, da rečeva, generacije, vedno več ljudi je na kolesu, se sprehaja, tukaj bo potrebno urediti še kakšno pot, tako da jaz mislim, da tudi za njih je poskrbljeno, tudi, če lahko omenim, prihaja ravno kar faza, ko bomo renovirali dom upokojencev, se pravi, sobivanje, sožitje v Postojni se dogaja. Imamo sestanke, odpiramo tudi medgeneracijski center v Postojni, kar se mi zdi izrednega pomena, tako da jaz mislim, da mladi in malo manj mladi z roko v roki v Postojni, tudi to je del strategije, ki jo bomo peljali naslednje obdobje tega mandata. Zavod Znanje Postojna ima zelo razvejano dejavnost, ga lahko predstaviva najprej. Ja, to je res, v zadnjih 2 letih se je precej razširil.
V začetku je bila zgolj organizacijska enota Ljudska univerza Postojna, no, z letom 2011 je pa pridobil še organizacijsko enoto Notranjski muzej Postojna. No in potem postopoma še dve ključni dejavnosti, sta pa še turistično-informacijski centri, TICI, ki ga imamo 2 oziroma 3 delujoče, 2 v Postojni pa enega v Predjami, in pa še podjetniški inkubator. No in Notranjski muzej je prav poseben, imate stalno zbirko, naj bi postal krasoslovno središče. Je že postal ali še bo? Jaz bi kar rekla, da je dopolnitev temu središču krasoslovja. Zdaj, Notranjski muzej ima že dolgo tradicijo. Z letom 2011, ko je pa pridobil sredstva, oziroma 2012, ko je pa pridobil sredstva, oziroma smo bili uspešni na razpisu IPA Adriatic Muzej kultur, je pa bila nadgradnja prav ta stalna postavitev, ki je doživela otvoritev v letošnjem februarju, Muzej krasa. In to je res ena taka razstava, ki pač na strokoven in poljuden način predstavlja vse v krasu. V sklopu Zavoda Znanje Postojna, kot sem že omenila, je tudi organizacijska enota Ljudska univerza Postojna, ki se nekako, bom tako rekla, no, poskušamo pokrivati izobraževanje odraslih in pa predvsem tudi drugih ranljivih skupin na območju celotne regije, Primorsko-Notranjske, pomeni od Ilirske Bistrice do Starega trga in Blok. Zdaj ena od pobud oziroma ena priprava za novo finančno oziroma za novo obdobje do leta 2020 je tudi Center medgeneracijskega učenja, kateri predlog je tudi že v regijsko-razvojnem programu Regijsko-razvojne agencije Notranjsko Zeleni kras. To bi bilo v naši zeleni dvorani, ki ne bi se prenavljala v jesenskem času. In če bomo uspešni, kar sem skoraj prepričana, da bomo, ker je tudi, imamo dobre partnerske podlage in tudi vsebinske za pripravo tega predloga, tako da bi bilo potem nekako stičišče, ta center medgeneracijskega učenja, stičišče za celotno regijo mešanja različnih generacij. To bi bila recimo ena taka stvar v prihodnje. Druga stvar, no, na kar se recimo naslanja, poleg vseh drugih dejavnosti Ljudske univerze, tudi tale projektno učenje za mlajše odrasle, ki bi bila tudi finančna osnova, bi bili tudi razpisi in vsebinska je pa tudi kot taka že pripravljena na nacionalni ravni. To bi bilo ena taka, bom rekla, kar se izobraževanja tiče. Medtem ko za podjetniški inkubator imamo tudi velike načrte, predvsem z samim renoviranjem celotne hiše v industrijski coni v Velikem otoku. Poleg teh najemniških pisarn, ki jih pač dajemo v najem mladim perspektivnim podjetnikom, tudi mogoče ena oblika coworkinga, oziroma da bi prišlo pač več mladih v sklopu mentorstva, kjer bi se mešale in nadgradile posamezne inovacije, ideje v podjetništvu, družbeno koristnem podjetništvu in tako naprej. Kot pa je bilo tudi že omenjeno glede turizma, kot takega se pa zavedamo, no, da nam tukaj kar še precej manjka. Res, da smo zdaj s pridobitvijo novega TIC-a, tega turistično-informacijskega centra pri Mercatorju, že samo oblikovno oziroma, bom rekla tako, arhitekturo privabimo več turistov oziroma da pač ponujamo več informacij, poskušali to še bolj zaživeti oziroma da bi se res tudi ta znamka Zeleni kras, da bi se res dobila svojo veljavo v celi regiji oziroma da bi bila regija prepoznavna po tem znaku. Tu je nekako, tu je taka dejavnost, ki se obrestuje dolgoročno, ne, da bi se potem povezovali vsi tile od naravne kulturne dediščine, da bi se povezali vsi ti ponudniki do gostinskih in pa gostinskih kulinaričnih in da bi res enovito predstavljali to našo primorsko-notranjsko regijo.
No, kar veliko ste povedali o tem zavodu znanje. Predvidevam, da ga je ustanovila občina Postojna. To je pa v bistvu tako, Zavod znanja Postojna je nastal nekako istočnica, je bila Ljudska univerza prej, ki je bila še kot samostojna enota. In je nastal dejansko Zavod znanja Postojna, ki se je potem, v bistvu so se potem priključili še ena enota, pa še ostale dejavnosti. Mogoče na prvi pogled izgleda tako, da so malček različne, da po eni strani tudi nepovezljive dejavnosti, vendar so. Mislim, da skozi izobraževanje in skozi delovanje. Predvsem najprej smo začeli z Notranjskim muzejem Postojna in z medgeneracijskimi delavnicami. Se tlele lahko, že sam, če damo eno rdečo nit izobraževanje, lahko tukaj zelo povezljivo. Od turizma, izobraževanja, nadgradnja turističnih informatorjev, animatorjev do podjetništva oziroma ustvarjanje nekih inovacij, dobrih podjetniških idej, ki se ustvarjajo prav v inkubatorju. In mislim, da je tu več kot povezljivo. Samo mogoče včasih je treba malček bolj odblizu pogledati, pa potem se vidi, da je lahko. Pa predvsem je potrebna volja, tako bomo rekla. Ali lahko rečeva torej za konec, da Zavod znanje izvaja strategijo mesta Postojna oziroma občine Postojna? Mogoče en delček. En delček je pa sigurno eden od pomembnih dejavnikov tukaj v regiji oziroma v občini Postojna. In ima vso možnost in veliko perspektivo, da tu nadgradi oziroma še bolj poveže vse te dejavnike, ki so vključeni oziroma ki so lahko vključeni. Ali lahko najprej predstaviva Notranjski muzej Postojna? Notranjski muzej Postojna je pokrajinski muzej, ki pokriva javno službo v regiji, v Notranjski regiji. Smo pa uspeli na mednarodnem razpisu IPA pridobiti mednarodna sredstva, evropska sredstva in smo postavili novo stalno postavitev z naslovom Muzej krasa. In ta stalna postavitev je krasoslovne narave, torej zelo pomembna za to področje vaše. Lahko natančneje predstaviva to zbirko? Seveda, Postojna je najbolj prepoznavna po Postojnski jami, to je biser kraškega sveta, vendar je kras veliko širši pojem kot samo jama. Ob besedi kras najprej pomislimo na kraško burjo, kraški pršut, kraški teran, pa vendarle temelj krasa je kraški kamen, torej apnenec, na katerem lahko nastajajo kraški pojavi. Še posebej pa izpostavljamo dejstvo, da vsa območja krasa po svetu so dobila ime kras, kraška območja, karst areas po angleško, prav po našem matičnem krasu, to je Tržaško-Komenski planoti, ki je bila seveda pod Avstro-Ogrsko prevedena kot karst. Ta zbirka je stalna postavitev? Tako, to je naša stalna razstava. Postavljena je v 2 nadstropjih. V prvem nadstropju obsežno predstavljamo nadzemne kraške pojave, nastajanje apnenca, raztapljanje apnenca in vse druge znamenitosti kraške. V drugem nadstropju se pa posebej posvetimo kraški jami kot nekem najbolj prepoznavnem kraškem fenomenu in tudi kraško jamo predstavljamo celovito in kronološko od tistih najstarejših stvari, ki jih najdemo v jami, do današnjih dni. Torej, zelo veliko ste v zadnjem času postorili tukaj v muzeju. Koliko je prepoznaven širom po Sloveniji? Prejšnja razstava, ki smo jo imeli v Notranjskem muzeju, ni bila tako zelo prepoznavna, vendar je bila bolj nizkega proračuna. Današnja razstava, ki govori o krasu, je pa velika, celovita, pisana, namenjena najširši javnosti, od tistih najmanjših do najbolj zahtevnih strokovnih javnosti in postaja vedno bolj prepoznavna kot eden pomemben element tudi v naši kulturni in naravoslovni ponudbi. Ni naključje, da smo danes tukaj v tem krasnem muzeju krasa, ki je nova pridobitev občine Postojna šele od februarja in je kar nekje eno naravno delovanje predstavitve dejansko tega svetovnega fenomena krasa. In skozi zeleni kras bodo in širijo dejansko tiste dobre trajnostne poti, kako naj tudi ljudje živijo in znajo živeti trajnostno. To je silno pomembno. Jaz mislim, da tudi o tej garnituri na občini jim kar dobro uspeva. Znajo povezovati s športom
in ne nazadnje tudi pridobili in so privabili strokovnjake, mlade strokovnjake, ki delujejo tako, da vodi ta muzej krasa magister Slavko Polak, poznan, ne nazadnje tudi moj dijak, poznan na tem področju kot raziskovalec, ki je ogromno pripravil tudi vivarij v Postojnski jami in tako dalje. In ne nazadnje znajo povezovati športom. Kajti tudi je zelo razširjeno lokostrelstvo, poleg ostalih seveda športov, tako kot Robin Hood v svojih gozdovih. Tudi tukaj je Postojnska občina zelo bogata z gozdovi in mislim, da lesna industrija, ki je tako neslavno ob tej krizi propadla, da se bo dvigala mogoče na drugačen način z novimi produkti. In glejte, to je trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je v bistvu sonaravni razvoj, da ljudje živijo s tem krajem, z vrednotami, da živijo za dediščino, naravno dediščino in jo znajo potem tako predstavljati, od tega živeti, udejanjati svoje ideje. In mislim, da so na pravi poti. In to želim posebej izpostaviti skozi članke, ki jih tudi pripravljam za to najstarejšo slovensko žensko revijo V naši ženi na konceptih trajnostnega razvoja delujoče občine. Vsaka občina na svoj način predstavlja svoje bogato naravno in kulturno dediščino in to je prav. In s tem ljudje živijo. Tukaj iščejo se nova zelena delovna mesta. In mislim, da v tej naši Sloveniji, če bomo nadaljevali po tej poti, se nam ni zabati, da bomo našli zaposlitev za ta 2 milijona, kolikor je prebivalcev in 100 000 nezaposlenih. Včasih si mislim, da je to skoraj nemogoče, ker je toliko lahko dobrih idej, ki dajo tudi delovna mesta, zelena delovna mesta. Vsaka občina bi morala še bolj na svoj način razmišljati, ker je vsaka občina nekaj posebnega. Na koncu vedno postavimo tisto klasično vprašanje, kaj pa načrti za prihodnost? Morda strneva dosedanje delo, pohvale, kritike in načrte seveda, kaj še nameravate storiti? Mi smo nadaljevali delo prejšnje strukture, ga bomo dokončali. Tukaj je kar nekaj projektov, ki jih bomo dokončali v letošnjem letu, nekatere bomo nadaljevali, zastavili smo že svoje ideje in vesel sem, ker način našega dela je ta, da veliko komuniciramo z občani, upoštevamo njihove predloge, namreč jih sprašujemo z anketami, tudi na stojnicah, pobude in pa ideje, ker več ljudi več ve. In vesel sem, da razumejo oziroma da so dovzetni do tega načina komuniciranja. Tako da v bodoče, prej sva že veliko govorila o turizmu. Turizem je tisti, ki nam je nekako v tem trenutku glavno vodilo, dokler ne dobimo konkretno zapisane vizije in strategije, ampak turizem je tisti, ki nam je glavno vodilo in tukaj se občani najbolj vidijo. In rad bi res pohvalil njihovo zavzetost, tudi projektne skupine, katere smo ustanovili za obnovo samega Soviča, našega Postojnskega parka, tako rekoč, ki je bil poškodovan oziroma uničen po žledu. Kaliča, ki smo ga izgubili, smučarski center Kalič, čudovit center v gozdu. Projektne skupine so pristopile iz vrst občanov. Torej v teh skupinah praktično ni razen nekoga, ki koordinira odnose z občino, so to občani. Vse skupaj zapakirano v enem paketu je čudovito sodelovanje med občino in občani in prepričan sem, da bo tako ostalo tudi v nadalje. Sam spoštujem njihovo mnenje, oni pa tudi vidim, da so nekako prevzeli ta način sodelovanja. In veseli me, da vsak dan nekdo potrka na vrata z neko novo idejo, nekatere so na mestu, nekatere so simpatične, ene so zelo zanimive, ene so dražje, druge so cenejše, ampak vsaka je vredna spoštovanja in pa neke strokovne obdelave.